Živjo, sem Jana Pristovšek in danes bom govorila o čustvenih manipulatorjih in empatih. Čustveni manipulatorji v drugih ljudeh želijo vzbuditi občutek krivde, nemoči, nevrednosti, nepomembnosti, strahu. To počno zato, ker niso zadovoljni s sabo ali s trenutno situacijo in frustracijo odložijo na drugo osebo, ker rabijo občutek vrednosti, moči in pomembnosti, ali zato, ker preprosto uživajo v drami. Čustveni manipulator ni nikoli kriv. Kriva je družina, kriva je služba in kriva je družba. Zato se tudi ne more spremeniti. Na drugi strani je čustveno občutljiva oseba, ki se večkrat vpraša, ali sem dovolj dobra, ali sem kriva, ali sem ustrezna, ali bi lahko naredila boljše, kaj bi lahko naredila, da bi osrečila ljudi okrog sebe, in ne prenese, da so ljudje zaradi nje nesrečni. Ne razume, da vrednosti ne dobi od zunaj, pomiritve ne more dobiti od zunaj, ampak jo lahko dobi samo v sebi. S tem, da se obrne vase in se vpraša, zakaj se jaz tolikokrat vprašam, če sem kriva? Zakaj sem jaz tako malokrat zadovoljna s tem, kar naredim? A so ti moji občutki realni? Taka oseba je odlična tarča čustvenega manipulatorja, zato ker se odlično dopolnjujeta. Čustveni manipulator rabi nekoga, ki bo odreagiral na njegove provokacije, in čustveno občutljiva oseba rabi nekoga od zunaj, da ji bo povedal, da je dovolj dobra, in tega ne dobi. In tako sta v krogu, tako sta v drami, ne moreta biti skupaj, ne moreta iti narazen. Čustveno občutljiva oseba se lahko vpraša, komu od staršev je podoben čustveni manipulator, s katerim sem trenutno v stiku. In kmalu bo prišla do odgovora, našla bo vzporednice. Ni res, da očetje zaznamujejo hčere in matere sinove. Dinamika v družini je tista, ki zaznamuje otroke. In ne glede na to, ali je to oče ali je mama, gre za dinamiko, gre za to, kakšno vzdušje je bilo v družini, gre za to, kaj je bilo treba v družini narediti, da so bili starši zadovoljni, da je bil eden od staršev zadovoljen. In morda ni bil nikoli zadovoljen. Odrastemo torej s slabšo samopodobo. In kot odrasle osebe to otroštvo nosimo s sabo v nezavednem. V nezavednem ni časa, v nezavednem se vse dogaja zdaj. In ker nismo dobili potrditve od staršev, je želimo dobiti od odrasle osebe. In tako se ujamemo s čustvenim manipulatorjem, ki je zelo podoben, ki samo nadaljuje vlogo naših staršev. To, česar mi nismo dobili od staršev, želimo dobiti od čustvenega manipulatorja. Ampak tega ne dobimo, ne moremo dobiti. Tega nam ne more dati nobena oseba. To damo lahko samo sami sebi. Zato se vprašajte, kaj je tisto, kar mi preprečuje, da nisem zadovoljen s sabo, da sem tolikokrat kriv, da ne znam uživati v svojih uspehih. A je to res? Preslikajte svoja dejanja na drugo osebo. Kaj bi vi rekli, če bi to, kar vi delate, kakor vi delate,
kakor se trudite, delala vaša najboljša prijateljica, vaša hči. Kaj bi vi rekli, da ni dobra, da se premalo trudi, da ni vredna, da ni pomembna? In če se tukaj oceni razlikujeta, potem je to napačno vaša občutenje do samega sebi. Oceni morata biti enaki. Se pravi, do sebe ste strožji, ste bolj kritični, kakor do druge osebe. Ampak merila naj bi bila vsaj približno za vse ljudi enaka. Torej se obrnite vase in si povejte, tisti osebi, tisti deklici v sebi, tistemu dečku v sebi, ki še vedno hrepeni po tem, da mu starši povedo, ja, si dovolj dober, si vreden, rad te imam takšnega, kot si. Takšno, kot si. To povejte svojemu notranjemu otroku. In sčasoma boste videli, da ste se začeli spreminjati. In da niste več tako močno občutljivi na čustveno manipulacijo. Poglejte, če so besede, ki jih vi slišite od čustvenega manipulatorja, realne. A ste ga kadarkoli sploh lahko zadovoljili? A ste kdaj naredili dovolj dobro? Ali kdaj rekel, wow, tole, s temle sem pa res zadovoljen? Obrnite se vase, postanite si pomembni, vredni ste, dovolj dobri ste. In nehajte nositi srce na dlani in čakati, da bojo ljudje vašemu srcu povedali, da je dobro. Razbremenite ga, osrečite ga, to lahko naredite samo vi. Vi niste odgovorni za čustva drugih ljudi in drugi ljudje niso odgovorni za vaša čustva. In potem, čez tedne in čez mesece, ko boste ugotovili, da ni vse vaše, kar vam druga oseba nalaga, boste postali vse bolj neobčutljivi za njegovo manipulacijo. Proces je različno hiter, so vzponi in so padci. Ampak važno je, da greste na to pot, če hočete spremembo. In potem, čez mesece ne boste več občutljivi na njegove manipulacije, ne boste več odreagirali na občutke krivde, na občutke neustreznosti, ki vam jih nalaga. Boste začutili, da vam nalaga krivdo, vendar ne boste odreagirali, ne boste to čutili in takrat postanete empatična oseba. Empatična oseba je oseba, ki čuti, vendar ne po osebi vseh težav drugih ljudi in ne sprejme vseh slabih, težkih, negativnih občutkov, ki jih nekdo nalaga. Zna ločiti, kaj je njeno in kaj ni. Zna ločiti, kaj je res in kaj ni in se odloči, ali se bo šla to igro, ali se je ne bo šla. In največkrat se je ne gre. In tako ni več zanimiva za čustvenega manipulatorja, ker ne dobi odziva. To je kot ping-pong. Nekdo vam vrže žogico in vi jo morate odbiti. In to delata čustveni manipulator in čustveno občutljiva oseba. Ko pa čustveni manipulator vrže žogico, empatični osebi jo pa ta ne odbije, ker ni pomembna. Če ti meni nalagaš krivdo, je to tvoj problem. Jaz vem, da nisem kriva, nisem popolna, ampak nisem kriva. Povejte si to. Ni vam treba biti popolni. Dovolj dobri ste in niste krivi. Niste krivi za čisto vse, kar se na svetu dogaja. Imejte se radi. Poslušajte me še kdaj, vesela. Lahko mi sledite na moji spletni strani, skupini Čarobni odnos, Facebook skupini Čarobni odnos. Kmalu se spet slišimo, bodite dobro in povejte si
dovolj dobri ste in niste krivi. Čau, čau.